domača glasbena skupina Jet Black Diamonds. Joj, a nisem edini, ker težko to zgovorim. Nisi edini. Ampak sem videl celostno podobo GBD. Ali kaj ste zdaj? Tudi lahko skrajšano. Jeti ponavadi. Jeti, Jeti, Urban in Matija so z nami. Dobro jutro, še enkrat. Dobro jutro. In ja, dekleta zanima marsika. Isuska, kaj vas zanima? Ja, zadnjič na kafeti smo tako govorili, če imate kakšne pupe, ne? Sej ne, da se zanimajo za vas, ker pri mene so vse že poročene, ma vseeno, kakšno je vaše ljubezensko stanje? Zdaj gledajo v tli. Imamo pupe, kaj ne reče. Ja, ste? Vsi. No, dobro. Nas zdaj. Okay. Ja. Sem pripravila en test, v katerem bi radi spoznali malo bolj profil ženske, ki vam je všeč, če ste pripravljeni. Ni nič hudha. Okay. Aha, torej. Da vidimo, katera je sanska ženska črnih diamantov. Zbrat morata. Alja ali Miša Molk? Jih je več, ampak... Jih je več, ja. Jaz bi rekel Miša. Jaz tudi. Miša, zanimivo. Dobro. Miša Molk ali Lorela Fleho? Lorela. Jaz bi rekel. Lorela. Lorela ali Tanja Žahar? Lorela. Lorela ali Ines Erbus? Lorela je ta voditeljica, ne? Ja, Lorela. Lorela, dobro. Lorela ali Gaja Prestor? Še zmeri. Lorela. Lorela ali Latoja? Smo pri Lorela zmaha. Čakaj zdaj, Lorela. Lorela ali Suska? No, zdaj. Lorela! Lorela Flego, torej dobili smo lepotico leta 2026 po izboru fantov, Jetov, ne? Kaj torej ona ima, kar ostale omenjene recimo nimajo, ali pa naša Suska? Mislim, kakor se spomnim, mislim, da je vodi tam v Kopru, ne? Ja, z obale je. Se mi zdi, da ima tako karizmo. Karizma. Ja, ženstvena. Lepo. Ja, res. Se je res dobro. Ve, moda, kako se oblači, Suska. Mal bi lahko spremljala. Bom spremljala. Evo, v nadaljevanju bomo skušali Lorelo dobiti, da ji to povemo, ne? In moramo posredovati to informacijo. Ja. Bomo provali, lej, nič ne obljubim. Seveda preverimo pa tudi, kako ste kaj z jajci. Če imate jajca, še prej pa vaša novost. Ljubljena. Evo, to je prva, ki sva jo Susko požehnala. Takole, v nadaljevanju, torej, Jeti in Ljubljena. Do 10 se bom navadil, dobro. Preveč je ego, brez kančka milosti. Slišali smo novost, Ljubljena. Dajmo 2 besedi o komadu. Ja, v bistvu to je prvi komad, ki je nekako v tem novem procesu nastajanja novih pesmi. Zaprli smo se en večer v studio z neko majhno idejco in v tistem večeru je dejansko ratov. In je ratov in zdaj ga imamo na Robinu in pol bomo še enega slišali. Skratka, lepo delate, plodno in kaj, kdaj bo zgoščenka? Ja, upajmo, da čim prej. Čim prej, se jo veselimo. Zdaj pa se veselimo tudi velikonočnih praznikov, Suska. Je res. In zaradi tega bomo malo vas povprašali, kako poznate veliko noč in se te običaje in te stvari. Sta pripravljena en kviz, je pripravila, ja. Ja, sem pripravila ta kviz. Enostavno. Koliko časa se kuha trdo kuhano jajce za barvanje? Minute, seveda. V minutah, ja. 5 minut. 5 minut je še kar malo srovo. 10. Ne barvaste jajc, verjetno doma? Ne. Mislim, jaz ne. Moče kdo drugi. Kaj predstavlja hren na velikonočni mizi? Trpljenje. Bravo. Eko. Mogoče se vam zdi lahko hiba taka, da boste vedela pravi odgovor. Koliko čokoladnih jajčk pojemo v Evropski uniji? V Evropski uniji v milijonih govorimo zdaj. Koliko se jih poje? Čokoladka ali kil? Čokoladnih jajčk, milijonov čokoladnih jajčk. V Evropi? V Evropi. Ja, če vsak pojej, rečemo eno. Eno? Ja, povprečje. 3. Krat 3, torej. Koliko milijonov nas je? Smo 300 milijonov. Malo manj. Pod 100. What? 85. Blizu
blizu. Ja, 90, bravo. Okay. Zameste. Eno jajce je bilo največje na svetu, vseh časov. Koliko ton? je bilo? Kakšno čokoladno ali? Ja, čokoladno. Tone. Jaz bi rekel 1,5 tone. Ja, 7 jih je bilo. 7 ton. Ja, tu je bilo veliko kot neka dvonadstropna hiša. Zdaj pa, katero potico izbere večina Slovencev? Po moje klasiko, to Orehova. Bravo! Orehova potica! In mislim, res obvladata, ne? Sta pripravljena na veliko noč. Ja. Tudi prva Ne bi bilo tako slabo. Tudi prva ste firnike pred. Firnike? Oziroma, kaj je firnik? No? Ja, Jaz ne vem, kaj je firnik, Sandi. Na oknih. Zavese? Ja, firnik, ja. Ki tu se da pred ali kaj takrat? Ja, pred veliko nočjo treba tukaj hišo očediti. Pa najbrž, ja. Zdaj pred dnevi ste predstavili tudi novo grafično podobo. Logotip v obliki diamanta oziroma v obliki hrozda. Kaj ste teli povedati s tem? Kaj pijete med pauzo ali kako? Naša zgodba v bistvu, s kaj izviramo, pa neke vrednote, rečemo. V bistvu je Matej Ferlič nam dal par vprašanj, kdo smo, da smo se malo spoznali in pol je to dizajniral tudi nov logo, neke omejitve pri barvah, tako, kar se tiče CGP-ja oziroma celotne grafične podobe. Ja, se pravi, zakaj hrozd? Ker smo zipave, oziroma večinoma zipave. In ko z hrozdja nastane vino. To je ta glavno, evo. Sicer pa predstavljate tudi novost, še eno 5-let naslov, o čem pojete, kaj se je dogajalo 5 let nazaj, ko smo imeli maske po facah, ali kaj bo čez 5 let, ko bomo menda imeli leteče avte? Ja, tisto, za nazaj v bistvu. Dejansko zdaj sem spomnil, ja, prvi letnik faksa smo bili po Zoomu od doma, celo leto. Drugi cajti. Ki je že najn Zoom, Suska, jaz sem bila z Marijo tam v 90-ih. Ja, ni bilo Zooma takrat. Jet Black Diamond, GBD, Jeti, vse to je danes v našem studiu. Hvala lepa, Suska, ploskej. Hvala, evo. In seveda, zdaj nas zanima, kako ste kaj z oboževalkami, imate svoj fan klub. Imamo, ja. Nima prav uradnega imena, ko imajo eni drugi bendi, veš, ki imajo Zidarta, ima Rock Familia. Ja, Rock Familia, Kokosi Familia. Ja. Družino vinskih bratov in sester bi lahko imeli. No, midva Susko sva te dni zaslišala 3 vaše oboževalke, ki so odgovorile na različna vprašanja. Recimo, s kom bi rade videle, da posnamete duet? Imate kakšne plane za kakšne duete? Zaenkrat ne še. Zaenkrat ne, no to so njihovi predlogi. Da bi v bistvu sodelovali s kakšnim italijanskim glasbenikom, recimo reper Alfa. Kakšna kombinacija z Masajo? Se vidite? Z Alfo ali rap, ja, obesto rap, ja. Ma bilo kar zanimivo, če bi tako malo pomešali neke žanre. Tako? Ja, se strinjam, mislim, da rap je zdaj spet na nekem vzponu. Razcvetu. Tako. Ja, super, evo, gremo naprej. Vprašala sva jih tudi, kako bi dodelale vaš nastop? Mogoče, da povabijo kakšnega oboževalca ali pa oboževalko na oder, pa kaj zapojejo skupaj, pa kaj tasga. Da bi bili bolj atraktivni za punce, bi mogli pojeti brez majic. Brez majic? Kaj je ta predlog? Ja. Ajde, Suska, majčke dol! Se je smešno, ker vedno, mislim vedno, redko kdaj, ampak če kdo to zja, so li fantje? Ala ne izgreva, majčke dol, naš producent, evo, on sodeluje. Drugači, prvi predlog smo že naredili. Ok. V bistvu dva koncerta smo imeli namenjena prav temu, da so naši fani igrali z nami. Hudo. V Ljubljani in v Mariboru in je bilo tako po 5 fanov na koncert. In v bistvu ful dobro se je skazalo, so pač pesmi spadle še boljš. Ja. Ko veš, da daš nekaj novega, naprej smo jih odpojejo, ja. A to so fani s posluhom prav, ali... Malo smo imeli, ko bi rekel... Različne. Ne, malo smo imeli prej že neka audicija. Zanimivo. Veš, kaj to dobra muzika poprpelje. Ok, in še zadnje vprašanje je bilo, kateri med dekleti je najbolj priljubljen? Jaz bi rekla, da je med puncem najbolj priljubljen Urban. Med puncem je pa moj najbolj popularen kakšen Domen. Jaz bi rekla Urban. No, Urban, Domen, kateri?
A ja, vzmem res tle. Ja, Matic, zdaj moraš pa ti, ne? Jaz bi rekel žalbi. Basist. Žal. Žalbi. Ja. Se strinjam. Ja? Ok. Matija, oprosti, sem ti rekel. Ni panike. Matic. Ni Danes panike. je že cel dan. Žalbi, aha, dobro. In Urban, ti pa? Jaz bi tudi rekel on, ja. Aha, a drugače imaš punco, ko je bila Fenica? Ne, Ne. res. Ja, Pa drugače posluša? Ja, Ja, mora, ja. spremljam. Evo, zvedeli smo nekaj novega o Jetih. Sicer pa 4 od 10 pravijo, video spot za prejšnji komad. Ja, Zelo zanimiv, 80-ta, ne? 90-ta, 80-ta, pač ta bolj nostalgična risanka. Aha. Smo, mislim, bolj ste videli. V bistvu tako... Te vika. Ja, ne se hecam. Kaj me je Viko? Nisem nekaj rekel. Gospod Morel. Ja. V bistvu lovi cel ta vibe pesmi, kako smo se mi premikali skozi zadnjih teh 5 let. Tako barvito in noč brez četa je naredila Flora Hodak iz Budan. Wow, lepo. Smo ponosni na cel izdelek. In pred nekaj minutami smo skozi neki izziv izvedeli, kdo je Slovenka, ki je Jetom najbolj simpatična in kaj ste povedali. Ja, prišli smo do Lorele. Lorela Flego. In veste, kaj se zdaj dogaja? Jaz Lorelo zdaj kar kličem. Bomo videli, če se bo oglasila. Casey Show. Ja, evo. Ja, zdaj lahko lih ima kaj. Ja, ne vem, jaz upam, da ne snemali kakšne oddaje. Ali pa na kaki modni reviji, tam sredi Milana. Bomo videli, mi moramo Loreli Flego povedati to novičko. Lorela, hitro se nam oglasi. Večno bo. Bo. Fantje so že vsi veseli. Ja. Moja tremo. Morate povedati Loreli, da je ona po vašem izboru najlepša Slovenka. Pa da vidimo. Lorela, ne pusti me na cedilu. Večno bo, Sandi. Tvoj plan je šel. Predobra. Gremo, Lorela, oglasi se. Ne bo končal. Več Ne po bo. oglasi. Ja. Več po glasih, Lorela, mi smo tukaj. No, bomo poklicali še malo kasneje. Ja. Torej, dajmo mi najprej povedati, naj tu zvoni, dajmo mi najprej povedati cilji in plani za naprej. A zdaj s tem zvonjenjem? Ja, tako. Prekini boš pa poklical Bomo še. še Loreli povedali, če se javim. V glavnem cilji in plani za naprej so, to leto bomo posvetili bolj kreativi, to da skončamo mogoče z Goščenko album. Tako da ja, ne bomo še nič rekli, ker ni še nič v rokah, ampak delamo na tem. Pa tudi koncerti čez celo leto. Zdaj imamo 1. 18. aprila v Medvodah, vsi lepo vabljeni. Tisti, ki ste iz okolice Ljubljane, da pridete do Medvod. Vsi bomo prišli, Da, tudi tudi se mi, ki smo zapeljemo, malo ne? oddeleč. Ja, tako. Tako da ja, to je pa to. To je pa to. Delamo. Delate, pridni ste, spremljamo tudi, kot smo prej omenili, nova grafična podoba, tako da vse to nas čaka tudi na novih zgoščenkah, kot rečeno. Ja, nač hvala lepa za obisk v našem studiu. Hej, Pa dej, Lorelo bomo- lahko še enkrat provamo, lepo Dej, da vas pokličemo prosim. še enkrat Ajde, Dej, Lorelo ker in mene potem zdaj zanima. spustimo. Hvala, ajde, čau. Ali je? Ja, Lorela Flego je z nami. Dobro jutro, Lorela. Dobro jutro tudi vam, dobro jutro, kako ste? Slišim, da ste v odlični družbi. Mi smo v odlični družbi mladih fantov tukaj le z naših koncev, Jet jim rečemo, ne? Jet Black Diamonds. Ma to mi je všeč, No, to mi je tako. všeč, da so mladi. Da so mladi, imajo take močne roke, veš, Lorela. Ja. Sem slišal, da pravi, padaš da na pridejo roke. še prav. Ja. Pa ne. Lorela, veš kaj so povedali, ne? Da si ti najbolj simpatična Slovenka. Kaj pa Joj, to? kako lepo to slišati, najlepša hvala, res. Danes so mi naredili dan s tem komplimentom. Lepo. So ti naredili dan. Kaj vaju je prepričalo, Matija in Urban? Ma ja, v tej konkurenci, ki je bila, mislim, da je res ženska z neko karizmo. Tako da, Karizmo si. Ja. Kaj pa to? tako da to nas je prepričalo. Pozitivna energija, pa tako Še aktivna. Mario To je se verjetno- skrije. Ja, absolutno. Ampak to je verjetno največji kompliment, ko ti nekdo reče, da imaš karizmo. Tako da najlepša hvala, karizma in energija, ker to je pač ena taka stvar, ki dejansko se ne stara. Zato se mi zdi super.
No, evo, zelo lepo, Lorela, mi smo rekli, moramo deliti to s tabo. Hvala lepa, verjetno si na poti, te motimo. Sem res, ampak me ne motite, sem za spremembo v koloniji za Ljubljano. No, lepo, srečno pot in lepo bodi. Ostani karizmatična še naprej. Ja, bom res se maksimalno potrudila. Hvala, čau. Takole, srečno, čau. Evo, takole, Lorela je izvedela, ne? Zdaj je Sandi dosegel svoje. Hvala lepa za obisk v našem studiu, pozdravita ostale člane in z veseljem že ob zgoščenki in še kaj bo kakšna prej prišla. Ja, hvala za povabilo, ne. Hvala lepa. Mislim, da kar fajn uživa. Se opravičujem za tako zgodno uro, ampak drugič bomo dali na popoldne. Makej si šel, Radio Robi.